Zakaj bi kdo namerno pustil 60 milj dolgo vrzel na avtocesti, ki povezuje Severno in Južno Ameriko? Leta 2026 je kazalo, da bo to vprašanje kmalu izginilo. Nove ceste, novi mostovi, gradbene ekipe so prodirale globje v darjensko džunglo kot v zadnjih desetletjih. Prvič po pol stoletja se je zdelo, da se bo ta vrzel končno zaprl. Pa se ni. Ker darjenska vrzel ni gradbena napaka, ampak ena najbolj namernih manjkajočih povezav na svetu. Gradbene ekipe so se soočile z izjemno nalogo. Poglejte si Google Earth. Cesta, po kateri premikajo svojo opremo, je panameriška avtocesta, najdaljša cesta na svetu. Skoraj 31.000 kilometrov neprekinjenega asfalta, ki povezuje Prudhoe Bay na Aljaski z Ushuaio v Argentini. Opazite to besedo. Skoraj. Novi mostovi bodo pokrili del te razdalje, vendar se ne približajo meji. Namesto tega se ustavijo na robu narodnega parka Darien. Obstaja očiten odgovor. Zakaj? Vrzel obsega 1.400.000 akrov. To je velikost Delawarea sredi džungle. Vegetacija je tako gosta, da sončna svetloba na nekaterih mestih komaj doseže tla. Skozi njo tečejo stotine divjih rek, ki jih napajajo silovite padavine. Zgraditi cesto skozi to območje bi pomenilo boriti se z vodo, blatom in džunglo na vsakem koraku. Okoli vrzeli so gore, kar še dodatno otežuje dostop. Zdaj pa dodajte še strupene kače, pajke in škorpijone. Če vas ugrizne Ferdinandova strupenjača, imate 10 minut, da si ubrizgate protistrup, preden umrete. In to so še majhne kače. A pravi ubijalci so komarji. Malarija se širi po Panami. Leta 2021 je bilo 4200 primerov. To je leta 2024 poskočilo na 15.000 časovno. To ni naključje, saj so to vse le naravne nevarnosti. Kljub močvirjem, kljub džungli, kljub boleznim, ljudje še vedno želijo zgraditi cesto. Več kot 500 let je Darien kaznoval vsakogar, ki ga je podcenjeval. Konišistadori so v njem izginili. Škotska je bankrotirala, ko ga je poskušala osvojiti. To ni kraj, kjer bi preizkušali naravo. Poleg tega, kakšna korist bi bila od ceste? Vsaka človeška zgradba, postavljena na takem mestu, se bo hitro razpadla brez stalnega vzdrževanja. Inženirji pravijo, da bi se cesta lahko celo raztopila v dežju. Projekt preprosto ni izvedljiv. Ali pa je? Ameriška vlada je dejansko imela načrte za 2 inženirska projekta v darjenski vrzeli, le desetletje narazen. Prvi je prišel leta 1964 in bil je precej ustvarjalen. Amerika je takrat imela več jedrskega orožja, kot je vedela, kaj naj z njim počne. Zakaj torej ne bi uporabili nekaj 100 teh orožij za izgradnjo povsem novega kanala? Načrt je bil, da bi porabili približno $185 milijonov v današnjem denarju za razstrelitev 294 jedrskih bomb na 14 različnih lokacijah, da bi očistili pot. Skupna moč bi bila več kot 3-krat večja od sovjetske car bombe. In projekt bi se tudi izvedel. Inženirji so rekli, je povsem izvedljivo. Bila je težava s preselitvijo. 30.000 staroselcev, ki so živeli na tem območju. In verjetno bi bilo tudi veliko mednarodnega nasprotovanja. S pravimi spodbudami imajo vlade način, da uresničijo domnevno nemogoče inženirske projekte. Močvirja, gore, puščave, ni pomembno. Če obstaja politična volja, inženirji običajno najdejo način. Kaj pa, če džungla ni pravi razlog, da ceste nikoli niso zgradili? Do 20 let 21. stoletja se je začela pojavljati drugačna razlaga. Darjenska vrzel ni bila več le kos divjine. Postala je eden najpomembnejših migracijskih koridorjev v zahodni polobli. V svojem zadnjem letu kot poveljnica Južnega poveljstva ZDA je generalka Laura J. Richardson pričala pred kongresom in opisala darjensko vrzel kot eno od poti na sever za ljudi iz Južne Amerike. Nenadoma je vrzel izgledala drugače. Ne več kot propadel infrastrukturni projekt, temveč kot strateška ovira. Teren ni ustavil ceste. Nekdo je preprosto odločil, da je teren bolj uporaben kot cesta. Da bi razumeli zakaj, morate le slediti ljudem, ki že prečkajo. Leto 2022 se ni dobro začelo za mlad par z Haitija. Jean in Rose Harima sta bila le 2 med skupino 50, a njuno potovanje bi bilo težje kot pri komerkoli drugem. Začela sta na kolumbijski strani meje, a vsi ostali v skupini so jo zapustili, ko so prišli do prvega hriba. Prišla sta do Serrania de Tacarcuna, gora, ki segajo vse do oblakov. Rose je bila noseča, a z Žanom sta vseeno nadaljevala. Gore pa niso bile prava nevarnost. Hotela sta ostati zunaj džungle.
Prej sta zašla s poti in našla trupla migrantov, ki so to pot prehodili pred njima. Potem se je vse še poslabšalo. Sredi ničesar so Rose prijeli porodni popadki. V bližini ni bilo nobene bolnišnice ali zdravnika, ni bilo izhoda. Rose je rodila zdravega dečka, a zdaj so se soočili z novo težavo. Pred seboj so imeli še kilometre poti in nobenega načina, da bi ga nosili. Zato so improvizirali. Z rezervno majico so izdelali improvizirano nosilko in nadaljevali proti severu. Rekli so, da jim je sin dal pogum, da so lahko nadaljevali pot. Potrebovali bodo ves ta pogum. Edina pot naprej je bila skozi džunglo. 3 dni so se premikali skozi gozd, izčrpani in ves čas na trnih. Zvok joka njihovega novorojenčka bi lahko razkril njihovo lokacijo. Na koncu jim je uspelo. Po dneh hoje, pohodništva in nošenja otroka, rojenega v divjini, so prispeli na sprejemno postajo za migrante v Panami. Bili so na varnem. Ko so na sprejemni postaji predali svoje dokumente, so že vstopili v sistem, ki deluje od leta 2011. Daleč preden so dosegli mejo ZDA, je Washington verjetno že natančno vedel, kdo so. To dokazuje, da Darjenska vrzel ni prazna divjina. Poln je, poln staroselcev, poln drugih, ki iščejo novo življenje. Z njimi prihajajo nevarnosti, ki jih je ustvaril človek, in so še hujše od naravnih. Ljudje kot sta Žan in Rose prihajajo iz še bolj oddaljenih krajev kot Haiti. Nekateri prihajajo iz Afrike in jugovzhodne Azije. Drugi prihajajo iz držav, kot sta Somalija in Nepal. Gibajo se proti severu, poskušajo priti v Združene države Amerike ali Kanado. Več kot 1 milijon ljudi je prečkalo Darjenska vrzel med letoma 2021 in 2023. In leta 2023 je bilo med njimi 130 tisoč otrok. Mnogi od njih zapuščeni ali prepuščeni sami sebi. Seveda migranti niso edini, ki potujejo skozi Darien. Kriminalne tolpe ga uporabljajo za tihotapljanje in trgovino z ljudmi, kar pomeni, da mora Panama patruljirati po enem najtežjih okolij na zemlji. To je naloga Sena Fronta, panamske mejne straže. A tukaj je težava. Kot sem že prej povedal, je Darien ogromen. Ni tako, da bi ga lahko peščica patruljnih policistov preprosto zaprla. Zato Panama tega ne počne sama. Ima pomoč ZDA. Usposabljanje ji nudi ameriška vojska. Pentagon razdeljuje opremo, kot so napredna očala za nočni vid, radijske postaje in patruljni čovni. Ameriško veleposlaništvo v Panami je napovedalo $1 milijon nepovratnih sredstev za nova terenska patruljna vozila in nov poveljniški center. Prihaja tudi dodatnih $400,000 sredstev. Tako Darjenska vrzel ni poln samo kač, migrantov ali mejnih patrulj. Poln je tudi ameriške nadzorne opreme. V zameno Washington dobi skrinjo intimnih osebnih skrivnosti. Leta 2011 je v času Obamove administracije Združene države začele zbirati biometrične podatke od ljudi, ki so prihajali skozi panamsko džunglo. Vse to zahvaljujoč opremi, ki je bila zagotovljena Sena Frontu. Do leta 2018 to ni bila več ad hoc ureditev. Kongres jo je naredil trajno. Priče opisujejo, kako so ljudi ustavljali v oddaljenih džungelskih skupnostih, jih pridržale panamske oblasti in jih prepeljale v pridržne centre daleč od oči javnosti. Od tam se postopek nadaljuje. Zberejo podatke in biometrične podatke. Nato jih premestijo naprej. Pomembno ni, kam gredo naslednjič. Dolgo preden dosežejo mejo ZDA, so že vstopili v sistem. Na nek način pot skozi Darien ni le pohod skozi divjino. Je tudi prva kontrolna točka. Ko nekateri migranti po tisočih prepotovanih kilometrih prispejo na južno mejo Združenih držav, lahko uradniki že natančno vedo, kdo so. Kot si lahko predstavljate, ima program svoje kritike. Vlada ZDA ni ena izmed njih, prav tako ne Sena Front. Zato se militarizacija Darjenske vrzeli širi. Veleposlanik v Panami, Kevin Moreno Cabrera, je nedavne donacije iz Washingtona označil kot način za uresničevanje regionalnih prioritet in zavarovanje meja. Časovna usklajenost donacije in izjave ni bila naključje. Regionalna varnost meja je bila tik pred tem, da postane veliko pomembnejša. NATO so se marca 2026, ko so v Darjenu postavljali nove mostove, politični voditelji iz vse Latinske Amerike zbrali v Miamiju. Pričakovali bi, da bodo govorili o trgovini, investicijah ali gospodarski rasti. Pa niso. Osrednja tema je bil organizirani kriminal. Udeleženci so odšli s načrti za tesnejšo izmenjavo obveščevalnih podatkov, tesnejše varnostno sodelovanje in močnejša prizadevanja za ustavitev nezakonitih migracij, še preden bi dosegle ZDA.
Desetletja so ljudje domnevali, da je ta vrzel ostala, ker nihče ni mogel zgraditi ceste skozenj. Toda do leta 2026 razprava ni bila več o tem, kako prečkati Darien. Šlo je za to, kako ga nadzorovati. Džungla je postala strateško dragocena. Kraj, kjer je bilo mogoče migrante, tihotapce in kriminalna omrežja spremljati, nadzorovati in prestrezati že dolgo, preden bi dosegli Severno Ameriko, kar ustvarja nenavadno spodbudo. Če vrzel izgine, izgine tudi varnostna mreža. Santa se na front zdaj pravi, da je njen cilj vzpostaviti enoten koridor v Darienski vrzeli, ki vodi do avtohtone skupnosti Bajo Chiquito. Agencija je to idejo označila za humanitarno. Torej, Santa se na front opazuje in čaka, da ljudje prečkajo. A nekaj se še vedno zdi nenavadno. Zakaj bi bila ameriška vlada, tako pod demokratskimi kot republikanskimi administracijami, tako željna porabiti milijone dolarjev za opazovanje revnih migrantov v džungli in zbiranje njihovih biometričnih podatkov? Ker džungla ne odvrne vseh. To pomeni, da nekdo služi na tej poti. Zelo malo ljudi je pripravljenih prečkati okolje, kot je Darienska vrzel, sami. Ne gre le za izogibanje razbojnikom, ki se skrivajo v džungli. 24. julija 2024 se je v eni od rek hkrati utopilo 10 ljudi. To je bilo le 10 od 100 žrtev utopitev skozi leta. Nihče ne pozna prave številke. To je tukaj stalna tema. Če prečkaš napačno točko reke, te bo preprosto odneslo. Če prečkaš napačno goro, boš padel in umrl. Ker ni ceste, migranti potrebujejo vodnike, ki poznajo pot. Težava je v tem, da nobena legitimna potovalna agencija ne bi odprla poslovalnice v Darienski vrzeli. Tako so edini vodniki tisti, ki si jih nikoli ne bi želel. Migrantski val v zgodnjih 2020-ih skozi džunglo je pomenil, da je posel za kriminalne organizacije cvetel. Generalka Richardson jih je poimensko izpostavila. Venezuelska tolpa, Tren de Aragua in kolumbijski kartel Clan de Golfo. Po njenih besedah so bili oni tisti, ki so imeli vsakodnevni nadzor nad Dariensko vrzeljo. Te organizacije so zgradile lastne zemeljske ceste. Nad rečnimi prehodi obešajo vrvi in celo izklesujejo stopnice v kamnite formacije. Karteli nato te poti oglašujejo na družbenih omrežjih. Uporabljajo vplivneže na YouTubu in TikToku, da Dariensko vrzel prikazujejo kot slikovito džungelsko križarjenje na poti proti severu, kot pot do boljšega življenja. Ko tega ne počnejo, objavljajo oglase kot legitimna potovalna agencija in vztrajajo, da je varnost njihova glavna prioriteta. Pod tem oglašujejo, da potovalni paket vključuje obroke, uradne vozovnice za čoln in izkušene lokalne vodnike. Vendar tudi opozarjajo, da je število mest omejeno, zato morate ukrepati takoj, če želite priti. Gre za precej prefinjeno operacijo. Migranti nato rezervirajo svoje poti prek WhatsAppa, pridejo na kolumbijsko stran Darienske vrzeli in se soočijo s kruto resničnostjo. Pot običajno traja med 7 in 15 dni, odvisno od poti. Kriminalci so zaračunali $125 na migranta za počasno pot, za hitrejše poti pa med $400 in $1000 na osebo. Karteli zagotovijo konje za pot, ki stane $1000, vendar si tega ne more privoščiti veliko migrantov. Ti običajno prihajajo iz Kitajske ali drugih premožnejših držav. Toda že to, da si lahko privoščiš najcenejšo pot, je prava sreča. Če migranti ne morejo plačati nobene od teh pristojbin, jih kartel prisili, da postanejo mule in namesto tega prevažajo kokain. Mednarodna krizna skupina je ugotovila, da tihotapske pristojbine prinašajo milijone dolarjev na teden. To ne vključuje izsiljevanja ali denarja, ki ga kriminalci dobijo s koncesijami. Ob poti so res prodajne stojnice, kjer prodajalci ponujajo vodo in Gatorade. Nekateri celo ponujajo, da nosijo otroke na hrbtu za $100 in zaračunajo $50 na uro za Wi-Fi, ker pač lahko. Brez tega migranti ne morejo stopiti v stik s svojimi družinami ali zbrati denarja, ki ga potrebujejo za nadaljevanje poti. Vse, kar migranti potrebujejo na poti, je tukaj. Hrana, zdravila ali celo plastične vrečke za zaščito potnih listov in drugih pomembnih dokumentov. Vse to ima izjemno visoko ceno. A vse to je še vedno le sekundarni vir prihodka. Droge so najpomembnejše. Tako vsako migrantsko ladjo spremljajo čolni, ki prevažajo droge. Če se vodne patrulje iz Sena Fronta približajo, da bi jih prestregle, karteli vržejo migrante v vodo v deroči tok. Zato so policisti prisiljeni, da jih poskušajo rešiti. Na ta način droge še vedno pridejo skozi. Toda to niso edini zločini, ki se tukaj dogajajo. Ženske imajo seveda še slabše kot moški.
Čeprav je bila njena preizkušnja težka, se je Rose Harima izkazala za eno izmed srečnejših žensk v Darjenski vrzeli, saj ni bila napadena. Kot bi lahko pričakovali, je spolno nasilje tukaj pogosto. Decembra 2020 so Zdravniki brez meja poročali o 214 primerih spolnih napadov v enem mesecu v Darjenski vrzeli. To je bilo 7-krat več kot leto prej. Seveda je dejanska stopnja še veliko višja. Nihče ne ve, kakšna je dejanska številka, ker večina primerov nikoli ni prijavljena, še posebej zdaj. Panamska vlada je marca 2020 zaprla Zdravnike brez meja v Darjenski vrzeli. To je bil prvi v nizu novih ukrepov v džungli. Združene države so uradno razglasile Tren de Aragua za tujo teroristično organizacijo februarja 2020. 5. Kartel Clan de Golfo je bil decembra istega leta razglašen za tujo teroristično organizacijo. Ta klasifikacija je zelo pomembna. Pomeni, da lahko ameriška vojska zakonito udari po teh skupinah, kjerkoli so. Tehnično to pomeni, da bi lahko videli posebne elitne enote, ki delujejo proti gverilcem v srednjeameriški džungli. Ali ne bi zaprtje Darjenske vrzeli in dokončanje panameriške avtoceste naredilo več proti tem domnevnim terorističnim skupinam? Napadi z droni ne rešijo problema. No, drugi bi zapolnili njihovo mesto hitreje, kot tečejo reke v džungli. Ampak asfaltirana cesta in avtobusna vozovnica za $20, to uniči poslovni model kartela čez noč. Združene države trdijo, da želijo ustaviti trgovino z drogami in ljudmi skozi Darjensko vrzel. Toda s financiranjem odsotnosti infrastrukture Washington zagotavlja, da območje ostaja brezzakonito in da karteli še vedno lahko služijo denar. Zagotavlja tudi, da nedolžni domačini potegnejo kratko. Še enkrat, Darjenska vrzel ni poln le kriminalcev, ampak tudi domačinov. Pogosto so to staroselska ljudstva, kot so Embera, Guajmi in Kuna. Tam so že stoletja. Njihov način življenja je preživel en poskus kolonizacije za drugim. Preživeli so, ker je Darjenska vrzel ostal izoliran. Toda izolacija ima svojo ceno. Predstavljajte si, da potrebujete bolnišnico in ugotovite, da je najbližja oddaljena več ur po reki, ali pa otroka, katerega pot v šolo se začne z vožnjo s čolnom skozi džunglo. Predstavljajte si, da v sili ne morete poklicati pomoči, ker v bližini ni niti mobilnega stolpa. Za številne skupnosti v Darjenski vrzeli je to običajno življenje. Da prideš kamorkoli, moraš prečkati reke, blatne poti in gosto gozdovje. Potovanje, ki bi drugje trajalo nekaj minut, lahko tukaj vzame skoraj cel dan. To so resnični nevidni ljudje. Migranti, ki poskušajo prečkati Darjensko vrzel, dobijo svetovno medijsko pozornost. Le redki govorijo o domačinih, ki trpijo zaradi malarije, ki jo je prinesel porast migracij, ali pa o tistih, ki se trudijo preživeti na robu divjine. Nobena od teh posledic ni nenamerna. Vse so znane. So dokumentirani stranski učinki namerne politike, ki sega desetletja nazaj in se še vedno širi. Ista cesta, ki jo vlade vidijo kot varnostni problem, bi lahko bila rešilna bilka za ljudi, ki dejansko živijo v tej vrzeli. Združene države Amerike in Panama zdaj počneta več kot le izmenjujeta opremo ali biometrične podatke. Julija 2024 sta državi začeli nov program sodelovanja glede migrantov. Združene države Amerike bi zdaj pomagale Panami pri deportaciji tujcev, ki jih v Panami najdejo brez zakonitega imigracijskega statusa. Panama bi izbrala ljudi, za katere bi ugotovili, da kršijo njene imigracijske zakone. Stric sam bi nato plačal stroške deportacijskih letov. Nato se je februarja 2020 program razširil. Panama bi zdaj sprejemala migrante iz tretjih držav iz Združenih držav Amerike za njihovo vrnitev v domovino. Prvi takšen let je dejansko prispel dan prej. Prišel je iz Združenih držav Amerike v Panamo in prevažal 119 ljudi iz držav, kot so Kitajska, Indija, Iran in celo Uzbekistan. Državni sekretar Marco Rubio je dejal, da je pripravljenost Paname za sprejem teh letov jasen znak, da želi ustaviti tok nezakonitih in množičnih migracij, ki so uničujoče in destabilizirajoče. Od takrat je vlada Združenih držav Amerike porabila več kot $14 milijonov za repatriacijske lete. Stroški letalskih kart, tolmačev in celo spremstva so v celoti kriti. Toda leti niso edino, kar na področju prevoza Združene države financirajo v Panami. Združene države ne financirajo neposredno novih mostov v Darjenski vrzeli.
Vendar Panami nudijo posredno podporo prek opreme, ki se uporablja pri gradbenih delih. Skupaj je Washington leta 2024 Panami poslal skoraj $73 milijonov pomoči. Skoraj 13 milijonov je prišlo iz ameriškega zunanjega ministrstva pod nejasno oznako svetovanje in pomoč. Še 7,9 milijona je bilo namenjenih za opremo, zemljišča in zgradbe. Sem spadajo tudi mostovi. Zato to v resnici ni infrastruktura, to ni cesta. Niso tam, da bi pomagali domačinom ali migrantom. Namenjeni so boljši varnosti meje. Mostovi omogočajo se na frontu in drugim organizacijam, da pripeljejo svoja nova terenska vozila in nadzorno opremo v Narodni park Darien. Medtem prestrezni čovni nacionalne zračne in pomorske službe nadzorujejo vse pristope. Od tam lahko prestrežejo migrante in jih na koncu ukrcajo na enega od tistih letov domov. Skupni znesek denarja, porabljenega za zapiranje Darienske vrzeli, se v enem letu približa $100 milijonom. Zaključek se zdi neizogiben. Ameriška vlada plačuje za obstoj Darienske vrzeli, ne za njeno zaprtje. Sliši se nenavadno, vendar za tem stoji strateška logika. Ameriški načrtovalci že desetletja verjamejo, da je nadzor ključnih ozkih prehodov lahko bolj dragocen kot nadzor samega ozemlja. Če lahko nadzoruješ, kje se ljudje, blago in informacije premikajo, pridobiš vzvod za pritisk na vse, ki morajo skozi. To razmišljanje je oblikovalo ameriško strategijo po vsem svetu, od glavnih pomorskih poti do ozkih prelivov. In na nek način Darienska vrzel deluje tudi kot ozko grlo, le da je namenjeno ljudem. Od obale do obale je široka približno 100 km. In prekinitev ceste ne pomeni le, da se migrante usmerja skozi džunglo. Pomeni tudi, da čezcelinska trgovina skoraj izključno poteka po morju. Panamski prekop je v bližini z razlogom. Združene države Amerike so morda leta 1999 opustile neposreden nadzor nad to območje, vendar še vedno izvajajo posreden nadzor prek pomorskih patrulj mornarice ZDA. S poveljstvom nad morskimi potmi mornarica nadzoruje vsako tovorno ladjo in vsak kontejner, ki prečka panamski prekop ali se mu približa. In niti ne pomislite, da bi prečkali med Amerikama z avtom brez te ceste. Nihče tega ni uspel storiti do leta 1960, pa še ta pot je trajala 5 mesecev. Ampak recimo, da obstaja cesta, ki ustvari kopenski most med Severno in Južno Ameriko. Zdaj ameriška vojska nima nadzora nad tem, vsaj ne brez izkrcanja marincev na obalo. In to pomeni, da ne prihajajo samo migranti, prihajajo tudi Kitajci. To je pristanišče Čongkaj, severno od Lime v Peruju. Odprto je bilo leta 2024 in gradnja je stala $3,5 milijarde. Peru ni sam zbral vsega tega denarja. Denar je prišel kot del kitajske pobude Pas in cesta. Pristanišče, ki je prekinilo ameriško prevlado nad južnoameriško trgovino, upravlja kitajsko državno ladjarsko podjetje s 60% kontrolnim deležem. Costco ga je zgradil, Costco ga upravlja. Ameriška mornarica pa nima nobenega pravnega mehanizma za nadzor nad tem, kaj gre skozi njega. Preden se je odprlo pristanišče Čangčongkaj, Južna Amerika ni imela nobenega pristanišča, ki bi lahko sprejelo ladje, ki prevažajo med 18 in 24 tisoč ton zabojnikov. Edina pristanišča, ki so bila dovolj globoka za privez tako velikih ladij, so bila v Mehiki ali na ameriški pacifiški obali. Zdaj je vse to drugače. Aprila 2025 je Kitajska napovedala prvo glavno ladijsko linijo iz pristanišča Guangzhou neposredno do Čangčongkaja. Nič več ovinkov prek severnoameriških pristanišč. Združene države so izgubile svoj status posrednika v trgovini med Azijo in Južno Ameriko. Za zdaj je Čongkaj še vedno le pristanišče, ki služi Aziji. Čas prevoza med Azijo in Južno Ameriko je skrajšal s 45 na 23 dni. A Kitajska ima še večje ambicije, zato postaja Darienska vrzel še pomembnejša. Ameriška vlada bi zasebno pokazala na Kitajsko in dejala, da njene dejavnosti poudarjajo pomen ohranjanja te vrzeli v cesti. Karteli, policija, skoraj 2 milijona ljudi, ki vseeno poskušajo prečkati. Novi most prihaja, medtem ko kitajsko pristanišče povečuje svoje dejavnosti. Vse te stvari izhajajo iz ene odločitve, sprejete v 70-ih letih, ki je nihče noče razveljaviti. Do takrat so bile Združene države vodilni zagovornik panameriške avtoceste. Tako je leta 1971 obljubila $100 milijonov, kar je danes $836 milijonov za dokončanje ceste. To sta bili 2/3 ocenjenega proračuna.
Kolumbija in Panama bi zagotovili preostalo tretjino. Denar bi namenili za 250 milj nove ceste skozi Darjensko vrzel. Po besedah predsednika Nixona bi avtocesta postala utripajoča arterija trgovine, potovanj in razumevanja. Če bi šlo vse po načrtih, bi bila cesta dokončana v 10 letih. Toda Nixon je želel pospešiti časovni načrt, da bi sovpadal z ameriško 200-letnico. Prav tako je menil, da bo odsek avtoceste skozi Darjen poimenovan po njem. To je bil drugi načrt ameriške vlade za gradnjo skozi Darjensko vrzel v 20. stoletju. Tako so prišle gradbene ekipe, tokrat brez jedrskega orožja. Oprema je bila pripravljena. Do 200-letnice ni bilo dokončano. Nixon je odstopil avgusta 1974. Cesta ni bila med njegovimi zadnjimi prioritetami. Do poletja 1977 pa so 3 države za projekt porabile $59 milijonov. Ta denar ni bil dobro porabljen. Pravzaprav ni prinesel ničesar. Sierra Club je dobil zasluge za ustavitev ceste, vendar je bil pravi razlog bolj nenavaden. Tudi Ministrstvo za kmetijstvo Združenih držav Amerike je imelo svoj argument. Ni jih zares skrbela džungla ali domorodna ljudstva, jih je pa skrbelo širjenje slinavke in parkljevke pri živini. Darjen je bil naravna ovira, ki jo je ustavila. Leta 1914 se je izbruh na čikaških živinskih trgih razširil na 3500 čred po vsej državi in je za izkoreninjenje stal $150 milijonov v današnjem denarju. Postalo je le še dražje. Leta 2022 je ekipa kmetijskih ekonomistov ocenila, da stroški znašajo med 6, vejčaj 5 in $21 milijard na leto na območjih, kjer je slinavka in parkljevka pogosta. Toda to so le endemični stroški. Nizka stalna prisotnost bolezni po svetu. Ko slinavka in parkljevka postane epidemija, še posebej v državi, kjer je prej ni bilo, se lahko stroški samo tam povzpnejo na $10 milijard. To smo videli med izbruhom v Združenem kraljestvu leta 2001. Vsa dela na projektu so se 3 leta prej popolnoma ustavila. To je sprožilo tradicijo, ki traja vse do danes. Medtem ko so se inženirske ekipe zbirale v džungli, so se tam zbirale tudi ekipe okoljevarstvenikov, da bi jo zaščitile. Takrat je bil Darjenski prehod skoraj popolnoma prekrit z deževnim gozdom. Okoljevarstvena skupina Sierra Club je leta 1974 tožila vlado, saj naj ta ne bi zagotovila zahtevanega poročila o vplivih ceste na okolje. Okrožno sodišče Združenih držav za okrožje Kolumbija se je strinjalo in začasno ustavilo nadaljnjo gradnjo. Vlada pa še ni bila pripravljena odnehati. Kot večina sodnih postopkov je bila to dolga, vijugasta pot. Sprva je kazalo, da bo vlada zmagala. Nato pa se je pojavil nepričakovan zaveznik, ki je rešil položaj. Izkazalo se je, da niso bili vsi v vladi navdušeni nad idejo o dokončanju panameriške avtoceste. Ameriško ministrstvo za kmetijstvo je zahtevalo, da se cesta popolnoma zapre. Pika. Tako je prvotna prepoved Sierra Cluba ostala v veljavi iz povsem drugega razloga, kot je bila prvotno vložena. Časovno se je to izkazalo za dobro za okoljevarstvenike, saj je Panama leta 1977 vstopila v obdobje političnih pretresov pod nacionalistično vojaško vlado Omarja Torriosa. Hkrati so pogajanja o panamskem prekopu začela prevladovati v Washingtonu. Nenadoma, Darjenska vrzel ni bila več prednostna naloga. Danes slinavka in parkljevka južno od Darjenske vrzeli ni več takšna težava. Pojavlja se le občasno v Venezueli. Preostali del Južne Amerike velja za prostega te bolezni s cepljenjem. Zato je tveganje za epidemijo prek Darjenske vrzeli zelo malo verjetno. Zato je leta 1992 ameriško ministrstvo za kmetijstvo se razšlo s Sierra Clubom. Ker ni bilo več slinavke in parkljevke, ni bilo več pravne podlage za prepoved. Če bi ameriška vlada vložila pritožbo zoper prepoved, bi bila ta skoraj zagotovo razveljavljena. Zato so ljudje ponovno začeli govoriti o gradnji ceste. Prevoz čez Darjensko vrzel se je odprl sredi 90-ih let, vendar ne po cesti. Prišel je s trajektom Crucero Express. Kaj je ostal odprt nekaj let, nato pa so ga zaprli, ker je bilo obratovanje predrago. Spet je bilo potrebno ladjo ali letalo, da si obšel Darjensko vrzel. In panameriška avtocesta ostaja v bistvu cesta v nikamor. V tem času se je spremenila tudi politika Washingtona. Zagovornik panameriške avtoceste je zdaj postal njen nasprotnik. Po prepovedi so Združene države na Darjensko vrzel začele gledati kot na priložnost, namesto kot na oviro. Džungla se je izkazala za bolj uporabno. Asfaltirana avtocesta zahteva nadzor.
Brezpravna džungla se nadzoruje sama, nihče pa ne posveča veliko pozornosti oddaljeni džungli. Tako je Darjenska vrzel postala priročen filter za nadzor ameriške mornarice nad regijo, ki ga je mogoče zanikati in ki je politično neviden. Pristojbine za prehod migrantov skozi kanal de Golfo, milijoni, ki so prečkali v začetku tega desetletja, ameriško financiranje patrulj v Santa Cruzu, vse to obstaja zaradi enega zastarelega 50 let stare sodne prepovedi, ki je začel vzorec priročnosti. Leta 1979 je Kolumbija razširila park Los Catios, ki je bil sprva povezan z zgodnjimi načrti za gradnjo cest. Uradno je bil predstavljen kot zaščita pred širjenjem slinavke in parkljevke. V praksi pa je uvedel več pravnih in okoljskih omejitev na tem območju. Leta 1994 je UNESCO razglasil Los Catios za svetovno dediščino. Nenadoma to ni bila več le oddaljena džungla. Zaščiten je bil na svetovni ravni. Darien je zdaj ena najbolj biotsko raznovrstnih regij na Zemlji. Dom jaguarjev, opic in tisočev vrst žuželk ter dvoživk, ki jih ne najdemo nikjer drugje. Kar pomeni, da vsak poskus, da bi skozenj speljali cesto, naleti na več kot le teren. Soči se z mednarodnim pravom, varstvom okolja in prekrivajočimi se naravovarstvenimi prioritetami. Vsaka nova določitev doda še eno oviro. Vsaka ovira doda še en zamik. Zato lahko ameriška vlada resno trdi, da ni tako navdušena nad ponovitvijo izkušenj iz 70 let, še posebej, ko se pojavi še ena lokalna skrb. Kljub težkemu lokalnemu življenju in priložnostim, ki bi jih cesta lahko prinesla, staroselci v Darjenski vrzeli pravijo, da si ne želijo, da bi bila cesta dokončana. Verjamejo, da bi gradnja lahko porušila njihov način življenja in prinesla druge nevarnosti. Že zdaj so težave z nezakonito sečnjo in rudarjenjem zlata, kar je povzročilo onesnaženje rek z živim srebrom. Gradnja ceste bi prinesla še več tega. Ampak ali se to še vedno ne zdi nenavadno? Ameriška vlada nima ravno zgodovine, da bi stala na strani okoljevarstvenikov in aktivistov za pravice staroselcev. Vendar za to obstaja razlog. Tok nezakonitih priseljencev skozi Darjensko vrzel se je med letoma 2024 in 2025 zmanjšal za 99%. Novi ukrepi s Panamo očitno delujejo. V Washingtonu morda ni veliko mar za domačine in okolje, vendar je to vredno tega, da ni ceste. In ta upad se je zgodil ravno ob pravem času, saj tisti novi mostovi v Panami niso edine gradnje, ki leta 2026 posegajo v Darjenski prelom. Kitajska pobuda PAS in cesta ni namenjena samo pristaniščem. Inženirji so začeli delati v Južni Ameriki. Kolumbije na srečanju na Floridi ni bilo, kar je bilo opazno. To ni naključje. Namesto tega se usmerja proti Kitajski. Leta 2025 je pristopila k kitajski pobudi PAS in cesta. Začenjajo graditi nove ceste in približujejo se južnemu koncu Darjenskega preloma, kjer se konča panameriška avtocesta. To je avtocesta do morja 2, ki povezuje Darjenski prelom z Medellinom. Kitajci so začeli s 30% deležem v tem projektu, nato pa so ga leta 2020 povečali na 65% z naložbo $650 milijonov. Nova gradnja postopoma nadomešča zloglasne makadamske ceste na tem območju. Kitajska to prodaja kot način za varnejše potovanje ob nevarnosti zemeljskih plazov. A to še zdaleč ni edini porast kitajske dejavnosti v Južni Ameriki. Julija 2025, ko se je promet migrantov zmanjšal, je Kitajska podpisala nov memorandum o soglasju z Brazilijo. Če bo Kitajski tukaj uspelo, bo prestrukturirala celinsko trgovino od obale do obale. Predlagani koridor centralne biooceanske železnice bi povezal pacifiško pristanišče Changchong-Ching prek 3700 km z brazilskim pristaniščem Ilios na Atlantski obali. Če bo projekt šel naprej, bi lahko stal vsaj $70 milijard. Toda Kitajska je očitno precej pripravljena plačati to ceno. Peru je že napovedal svojo podporo projektu. Ker, tako kot v Washingtonu, tudi v Pekingu ni na ključi. Čas za nove dogovore z Brazilijo je preveč priročen. Kitajska je predstavila idejo o transkontinentalni železnici v Južni Ameriki že na vrhu BRICS leta 2014, vendar pa novi dogodki to možnost naredijo veliko bolj privlačno za vse. Panamski prekop se sooča s sušami in ima težave pri sprejemanju tako velikih sodobnih ladij. Zato Kitajska vidi priložnost, da obide eno najpomembnejših ozkih grl ameriške mornarice v mednarodni trgovini, ki se nahaja prav v njenem dvorišču. Kitajska je že največja trgovinska partnerica Južne Amerike. To ni bilo tako, ko je Sierra Club tožila Ministrstvo za promet.
Združene države Amerike še vedno prevladujejo v obsegu trgovine severno od Darjenske vrzeli. Vendar, če bodo tisti zadnji kilometri ceste zgrajeni, bo vse drugače. In to je pravi razlog, zakaj se mostovi v džungli gradijo zdaj. To ni dramatičen odmik od 50 let stare politike. So najnovejši način, s katerim želi ameriška vlada ohraniti zastarelo in začasno prepoved kot trajno. Samo predstavljajte si cesto, ki povezuje Ameriki. Blago ni več odvisno od morskih poti ali panamskega prekopa. Preprosto potuje po kopnem. Za Washington to spremeni vse. Ozka grla izginejo. Nadzorni koridorji in vzvodi postanejo manj pomembni in v geopolitičnem smislu to pomeni nekaj večjega. Nadzor nad medameriško trgovino ne bi bil več v rokah Združenih držav. Ko ozko grlo preneha biti ozko grlo, ni več vir moči. Po trenutnem pogledu Washingtona je Darjenska vrzel strateški adut, ki je preveč dragocen, da bi ga izgubili. Ljudje si tam ne želijo zgraditi ceste že od 70 let prejšnjega stoletja. Ne zato, ker je ne bi mogli zgraditi, ampak zato, ker je ne bi smeli zgraditi. Tako buldožeri ostajajo zarjaveli, džungla ostaja nedotaknjena, Kitajska ostaja zunaj in sistem deluje naprej. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, razmislite, da se naročite in vklopite obvestila. To res veliko pomeni. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič v Map Packu.